Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji s farmacevtom za zdravje bomo govorili o staranju kože. Z nami je Polonca Fiala Novak, magistra farmacije iz Pomurskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Res je, kot ste že uvodoma rekli, staranje kože bo današnja tema. Nekoliko bolj aktualno temo smo izbrali za današnji čas, tudi zato, ker vse več ljudi vedno bolj odhaja nekako sedaj na dopuste, na morje in pogosto slišimo nekako, ko se vrnejo lepo zagoreli, pod narekovaje zagoreli domov, porečejo, če sem bil na morju, ne morem domov priti brez barve. Seveda v takih primerih se seveda upravičeno vprašamo, ali to drži. Namreč že dolga leta vemo, da zdravega sončanja ni več, da vsaka zagorelost pravzaprav je neka poškodba kože, tako da koliko je zdravega sončanja sploh smiselno nekako dajati termin, je pravzaprav novo vprašanje. In morda, ker smo rekli, da bomo govorili o fotostaranju oziroma staranju kože, bi dali kot iztočnico fotografijo, ki jo bodo sedaj gledalci tudi verjetno na svojih ekranah videli. To se pravi fotografija, ki jo je objavila angleška revija, medicinska revija, in tam je dejansko bilo nekako nanešeno na to temo, to se pravi o staranju kože. Če bi sedaj, ko to fotografijo gledalci gledajo, vprašali naše gledalce, koliko menijo, da je ta gospod na fotografiji star, verjetno bi dobili kar različne odgovore. Pa vendarle, nekako morda bodo sedaj začudeni, lahko rečemo, ta gospod na fotografiji je star nič več kot 65 let. Čeprav bodimo realni, leva stran predvsem njegovega obraza nakazuje, da je vendarle, bi rekli, da bi mu dali 20 let zagotovo več. To se pravi, vprašanje je, zakaj ta fotografija, ta obraz tega človeka daje dvojno starost, kaže dvojno starost. No in tukaj kot odgovor rečeva prav to, tukaj je vpleteno sonce, njegovi škodljivi učinki in torej staranje kože kot tako, kot posledica ravno teh sončnih žarkov. Temu gospodu te gube na obrazu niso bile zarisane tekom življenja, kot rečemo, seveda modrost daje tudi gube, ne, nikakor ne. Temu gospodu so gube zarisale zgolj nekako sončni žarki. Zakaj? Gospod je namreč 30 let vozil tovornjak, službeni, dejansko poklicni voznik je bil 30 let in sonce ga je vedno neusmiljeno pripekalo na levo stran obraza, brez zaščitnih faktorjev, seveda moramo tukaj poudariti, in tukaj je potem rezultat, ki se je pokazal komaj tekom let. Pravimo, gospodu je to delo sonce pridalo kar 20 let nekako na videz videnega. Izpostavili ste torej sonce, ki torej ni zgolj samo vir dobrega, ampak prinaša tudi marsikatera tveganja. Res je, čeprav vsi vemo, da sonce je pravzaprav vir življenja. Brez sonca življenja ni, nas ne bi bilo. Sončni žarki kot taki vemo, da dobro vplivajo na nas, vse to je res, pa vendar, kot ste rekli, so pozitivni učinki in so seveda negativni učinki. Zdaj, nekaj sončnih žarkov seveda na Zemlji dobimo, vsega ne, tiste najhujše škodljive emisije nekako že zaobjame oziroma prepreči vdor tudi že ozonski ta plašč, vendar pa nekaj žarkov prihaja k nam. Zdaj, govorili bomo predvsem o različnih 4 vrstah teh svetlobe sončnega spektra, predvsem bi tukaj izpostavili predvsem ta vidni spekter svetlobe, izjemno pogosto, ljudje o njem veliko govorimo, potem infrardeča svetloba je takšna, ki prihaja do nas, UVA žarki in pa tudi UVB žarki. To se pravi, vse to je koristno, ampak kot smo rekli, tudi tvegano seboj prinaša. Morda na tehtnico sedaj dava vsakega od teh žarkov nekaj pozitivnih lastnosti, nekaj negativnih lastnosti, da bomo videli, na kaj pravzaprav biti pozoren. Če se najprej nekako ustaviva pri tem infrardečih žarkih, vemo, da nam dajo neko udobje, ugodje, toploto. V medicinske namene tudi te infrardeče žarke izkoriščamo recimo z raznimi medicinskimi napravami, ko sevamo na neko področje, ki je recimo revmatizem ali kakorkoli, in to dajo toploto in, kot pravim, udobje. To je pozitivna lastnost. Negativna lastnost zagotovo. Infrardeči žarki so tisti, ki pripomorejo k dehidraciji tudi kože, k staranju kože, tudi navsezadnje k sončarici. To so tukaj torej negativni prizvoki.
Če pogledamo vidni spekter svetlobe, o tem morda največ vemo, lahko rečemo vedno, tudi ljudje pogovorno vedno rečemo, danes je sonce, smo boljše razpoloženi, smo dobre volje in to ni iz trte izvito. Namreč svetloba, ta vidni spekter, nekako deluje na nas res kot antidepresiv. Zakaj? V telesu se pod vplivom sončnih žarkov tvori tudi ta hormon sreče, mi rečemo, antidepresivni hormon in res je, počutje je veliko boljše. To se pravi, zato je odgovoren vidni spekter. Po drugi strani pa vemo, vidni spekter je vendarle, pri tem gospodu na fotografiji smo videli, je odgovoren za staranje kože, tudi za staranje kože. Poglejva še morda malo UVA in UVB žarke. Ultravijolični A žarki so tisti, ki prodirajo izjemno globoko v kožo. Imajo dobro lastnost, oziroma bom rekla, tudi nekako zaščitno lastnost, da tvorijo lahko ta pigment, ki zaščitijo samo, dajo neko obrambo v naši koži. Vendar pa UVA so tisti, ki, kot pravim, prodirajo najgloblje, tako da so odgovorni tudi za razne rakave spremembe na koži telesa, za gube, kot smo videli pri tem gospodu, za te brazde, ki nam jih nekako prizadene sonce. Pa še UVB žarki morda nekoliko manj prodirajo globoko v plasti, vendar pa, pravim, tvorijo pigment. Na podlagi UVB žarkov tvori se vitamin D, ki ga seveda potrebujemo, predvsem za kosti, trdnost kosti. To se pravi, dobra lastnost UVB žarkov je prav to. Slaba lastnost smo rekli, hitre tiste reakcije, ki jih takoj opazimo, opekline sončne, preobčutljivostne reakcije, rdečine, fotostaranje na vse zadnje in vse te reakcije, ki jih pač takoj zaznamo kot nekaj negativnega prizvoka. Kot vidimo, dali smo na tehtnico plus in pa minus, težko bi rekli, kam bi se nagibali. Zagotovo je, da lahko marsikaj spremenimo oziroma v prid pozitivnim lastnostim lahko preobrnemo, če se teh negativnih stvari tudi zavedamo in jih nekako skušamo ublažiti v neki meri. Navsezadnje pri fotostaranju vemo, da koža na podlagi vseh teh žarkov, ki smo jih sedaj omenile, nekako zmanjša svojo sposobnost obrambe. Spremeni se DNK v teh kožnih celicah, celice hitreje propadajo, ni več tista obnova, regeneracija vpeta, kot je pač pri normalnem stanju kože in seveda to potem mi tudi opazimo. Ne takoj, lahko poudarim, če bomo mi danes na soncu, jutri ne bomo opazili sprememb. Tekom let se to dejansko nalaga in pri tem gospodu je minilo morda 20-30 let, da so se učinki pokazali. Morda kaj pri taki koži, ki je bila dolga leta temu izpostavljena, opazimo. Koža je, kot vidimo, zgubana, brez leska, koža je ovela, ima manj elastana, rečemo, zato tudi nastanejo gube, je suha, srbi, zateguje, starostne pege se pojavljajo, včasih kdo potoži, bil sem na morju, pa imam te pege. Kar težko rečeš, to pa je dejansko od sonca, ne bomo rekli starostne pege, ampak so tudi sončne pege, ki se potem lahko sprevržejo v starostne pege in jih težko nekako ublažimo. Tako da vse to se pokaže, kot pravim, čez leta, ampak na vse imamo vpliv, če se tega zavedamo. Kaj torej lahko storimo, da se zaščitimo pred temi negativnimi lastnostmi, ki sva izpostavila, recimo pri teh tveganjih, ki sva jih tudi povedali? Res je, tukaj moramo se sami vprašati, kaj lahko sam storim. Veliko pri tej zadevi, izjemno veliko in lahko bi rekli, zagotovo tista najboljša, bom rekla, obramba je senca. Tako da tisto, ko pridemo z morja, pa moramo biti nujno zagoreli, nikakor ne drži. Tudi več ni statusni simbol, nekoč je morda to bil statusni simbol, danes nikakor ne več. Tako da senca je tista, ki nas lahko obrani marsikatere težave. V realnem življenju pa vendarle vemo, da v senci ne bomo ves dan čepeli, ne doma in ne na dopustu, tako da tukaj nam pa pomoč ponudijo kreme z zaščitnim faktorjem, ki nam tovrstne težave lahko preprečijo. Kaj je pravzaprav zaščitni faktor? Zaščitni faktor v kremi je dodan, torej v teh sončnih linijah govorimo, dodan zato, da kot ogledalce odbija morda to odvečno svetlobo oziroma ne prodira potem svetloba v globlje plasti kože. Kaj faktor pomeni oziroma kaj pravzaprav pove? Faktorjev seveda imamo več, vendar nekako na splošno zaščitni faktor pove,
kolikokrat smo lahko izpostavljeni soncu dlje, kot če s tem faktorjem ne bi bili namazani. To se pravi, številka rečemo 20 je običajna kremica, če se mi s tem namažemo, nanesemo ta faktor 20, smo lahko na soncu 20krat dlje, varno dlje, kot bi bili, če se z faktorjem ne bi namazali. To je ta faktor, to je torej zaščitna moč tega faktorja. Prej smo rekli, kako delujejo. Imamo pravzaprav te faktorje fizikalno-kemijske oziroma fizikalno-mehanske in pa kemične. Kaj je kemični faktor? Je pravzaprav substanca, ki je dodana v tej kremi in prodira nekoliko v kožo in preprečuje absorpcijo teh žarkov. To za vsakega morda ni primerno, še posebej za otročke ne, tako da pri otrocih vendarle se bolj poslužujemo teh fizikalno-mehanskih faktorjev, ki so pa na podlagi tega morda kakšnega cinkovega oksida, titanovega dioksida in delujejo na koži kot ogledalca, ki to svetlobo odbijajo, tako da potem ni teh poškodb. To je pravzaprav bistvenega pomena. Kaj je še morda pomembno pri tem izbiri zaščitnega faktorja? Pomembno je, da izberemo pravo številko, rečemo številko pravo, torej količino, ta zaščitni faktor, nekje splošno je tam 15 do 20, pri ljudeh, ki so morda nekoliko svetlejše polti, modrooki morda nekoliko višje faktorje tudi seveda otroci potrebujejo, ali ljudje, ki imajo kakšne pigmentne madeže, kakšne spremembe na koži, je pa kar smiselno kar 30 ali celo do 50 faktor izbrati. Seveda je odvisno, kje se nahajamo, kam bomo šli na dopustne vse zadnje, kaj bomo počeli in kar je še pravzaprav pomembnega, na kar ne smemo pozabiti, je pa vendarle količina tega faktorja, ki ga nanašamo. Kaj v praksi opažamo? Opažamo, da faktorje, te kreme z faktorji kar kupujejo ljudje, vendar nanos je ponavadi premalo količinski. Namreč, če mi pogledamo, koliko bi naj nanesli te kreme na telo, nekje 35 ml, za primerjavo je to 6 čajnih žličk približno za celotno telo. In če smo realni, ena tubica, ki je navadno 200 ml, bi zadostovala samo za 6 nanosov odrasle osebe. Če pa v realnost pogledamo, pa vemo, eno kremico kupimo, celotna družina jo ima, 7 dni na dopustu, se vrnemo, še lahko morda komu posodimo, ponavadi v praksi je tako, ali celo čakamo še na njo, morda pa jo bomo še potrebovali, še uporabili in na koncu celo zavržemo. To se pravi, uporaba je definitivno v praksi premajhne količine uporabljamo. To je pač zelo pomembno, da vemo. Morda je pomembno tudi to, da se zavedamo, da v vodi vse faktorji spira, lahko seveda izberemo tak, ki je vodoodporen, vendar bodimo pozorni, dajmo nanašati dovolj, nanašati na 2 uri, še posebej pravim, če smo v vodi, če se zelo potimo. Ta gospod, ki smo ga imeli na fotografiji, zagotovo, ker se je potil tudi v tem, ko je bil v službi, to se pravi v tovornjaku, bi moral tudi nanos nanašati večkrat na dan. Zagotovo ne zjutraj in bi bilo končano, ampak tudi še vmes, če bi hoteli kožo res obvarovati pred vsemi temi težavami, nevarnostmi, tegobami, ki sva jih danes omenili. Tako da tukaj bi našim gledalcem vendar rekla, bodimo pozorni, bodimo oprezni, ko gremo na sonce, je pozitivno, lahko tudi škodljivo, dajmo se zaščititi z temi faktorji, ne samo, ko razmišljamo o morju, takrat se ponavadi, bodimo realni, kar spomnimo na zaščitni faktor. Pozabljamo pa, ko smo morda na domači terasi, ko gremo do sosede in spijemo kavico na terasi, absolutno pozabimo, ko beremo knjigo, morda tudi v senci, vendar žarki prodirajo, ponavadi pozabimo, ko gremo na sprehod po soncu, tako da tudi v teh aktivnostih uporabljamo faktor. Zato, da se bomo zaščitili in tudi zato, da nam sonce ne bo rezalo tistih dodatnih gub, ki nam sicer reže življenje, ampak sonce nam tukaj lahko prizanese. Naj torej vsi ti napotki, ki sva jih povedali, pridajo do pravih ušes. Gospa Polonca Fiala Novak, hvala torej za vaša pojasnila in za vaš čas. Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem našim gledalcem. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.